Ura je natanko 19:00. Dobrodošli na 201. Zoomu. Danes je 20. april 2025, nocoj sem z vami Mihael Belis in v uvodnem pozdravu na današnji 102. dan v letu 2025 se nam je zgodilo pač, da bomo imeli 201. Zoom, 201. srečanje. Se pravi, da so se številke obrnile. Ponavljam, na 102. dan 201. srečanje in ob tej priložnosti, dragi člani, drage članice, spoštovani vsi, ki nas spremljate na družbenih omrežjih live, vas prav tako prisrčno pozdravljam, če ravno se ne vidimo, ne, na drugi strani, ampak kljub temu dobrodošli z nami nocoj ta večer. In pa tukaj seveda vse poimensko ne bom, ampak dober večer vsem in dobrodošli. Upam, da bomo imeli skupaj lep, bogat, duhoven večer in seveda z novimi spoznanji. Pogledali bomo danes za začetek v skriti pomen teh dveh številk, 102 in 201, in kaj pomeni, kadar se obrnejo in da padejo na isti dan skupaj. Kaj prinašajo pravzaprav v prihodnosti? To se pravi, na današnji 102. dan v letu pravijo, v svetu ni naključij, nič ni naključno. A veste, pa mi je pa ta misel prišla in sem si rekel, ja, pa gremo, mene pa to zanima, grem malo raziskovati, ker sem takšen raziskovalček, majhen grem malo in brskam, ne, pa že veliko znanja imam iz preteklih stvari, ker sem se s temi ezoteričnimi stvarmi zelo veliko ukvarjal v svojem življenju. Nenazadnje sem tudi diplomo naredil in veste, kje, na teološki fakulteti. Zato imam tukaj res eno ekstra znanje, poglobljeno znanje, pa me je zanimalo, za ti dve številki pa res nikoli nisem gledal, ne v Bibliji, ne v ezoteričnih knjigah, pa ne v kombinaciji, in sem se malo poigral, pa bom nocoj z vami podelil. In sem pogledal, kakšen je pomen teh dveh številk. S pomočjo raziskovanja sem našel pa sledeče stvari. Poglejmo najprej 102. dan v letu, prav današnji dan, 12. april. Kje in kako se ta številka 102 uporablja v Svetem pismu? Morda kdo od vas to že ve, tisti, ki ve, naj bo tih, bom jaz povedal, pa me potem lahko popravi oziroma doda. Naprimer, veste, 102-krat je v Svetem pismu agatos, to je Agata. Agata, ne, ime Agata pomeni, veste, agatos pomeni v grščini dobro, pomeni koristno in pomeni častno. No, in 102-krat je v Bibliji to zapisano. No, in sem šel dalje raziskovati, se pravi v Novi zavezi. Najpogosteje se ta beseda Agata pojavi v pismu Rimljanom, v Evangeliju po Mateju. Matej, dober večer. Ja, ni evangelist Matej, ampak Matej je z nami in vas vse lepo pozdravlja. In pa seveda v Luku. Lukata pozdravljamo tudi, a ne, našega Lukata, ja. Če si z nami, Luka, dober večer, sicer boš pa dobil prenesene pozdrave. In veste, te številke so povezane pa z milostjo, ker se v smislu dobrega, koristnega in častnega pojavi prav tako 102-krat. Prav tako je število povezano, veste, z zanimivo mero. Biblične mere so bile malo drugače včasih, kot imamo to danes. In sicer je to številka kraljevskega komolca, predstavlja dolžino 20,4 palca, to pa določa, ne boste verjeli, dolžino Jeruzalemskega templa na 102 čevlja. Torej, danes s številko 102, milostno v Božjem templu, zdaj smo že v tempelj prišli 102, ne? In kar je najbolj zanimivo, če to številko razumemo kot letnico, 102 po Kristusu, potem predstavlja, se pravi našega štetja seveda, v zgodovinskih arhivih je leto 102 označeno kot prvo leto, ko so praznovali sabat, ki se po hebrejskem koledarju praznuje pa, veste kako, vsakih 7 let. Torej, poleg tega, da smo na dobri poti, a ne, da smo pod Božjo milostjo,
smo celo v templju, smo se znašli, pa ne samo v templju, ampak celo na sam praznik sabat, in danes je nedvomno praznik cvetne nedelje, poleg vsega. Ko so Jezusu na pot v Jeruzalem metali oljčne vejice in drugo zelenje iz spoštovanja in veselja nad takim človekom, ki so ga takrat imeli, nad njegovimi nauki. Več o tem, o Jezusu, o tem največjem človeku, nam bo povedala predsednica društva nocoj po tem mojem predavanju, ampak gremo mi naprej. Danes se pojavi obrnjena številka, 102. dan, mi imamo pa 201. srečanje. In številka 201 ima pa drugo lastnost. Je pa povezana z Jehošafatom, kraljem Judovega kraljestva, ima pa tudi pomembno simboliko. Jehošafat je bil znan po svoji pravičnosti in zvestobi Bogu. Zato je ta številka danes še posebej odlična osnova, veste, za razmišljanje o duhovnem vodstvu in o zvestobi pravici in resnici. Torej, to je pot, po kateri hodimo tudi v društvu za srečno življenje Belis. 201. številka današnjega Zuma nas spominja na to, da je naš življenjski cilj ohraniti ravnovesje med različnimi nasprotji v življenju, ki nam prihajajo. To pa simbolizira, bomo rekli, notranjo harmonijo, mir, ki je potreben za napredek v vsem fizičnem in v duhovnem smislu. Zanimivo pa je še to, še nekaj vam povem, da število 201 pomeni tudi novo obdobje, en nov začetek, in da ponuja priložnost za rast v kontekstu tudi nas, članov in članic Društva za srečno življenje Belis. No, in tako 201 na današnji dan, ko smo se zbrali skupaj, simbolizira novo poglavje z novimi zavezami, z novimi spoznanji. In ob vsem tem izstopa duhovna dimenzija, ki spodbuja ravnovesje med dajanjem na eni strani in sprejemanjem na drugi strani, ampak to dvoje, veste, dajanje in sprejemanje je pa temeljni princip naših medčloveških odnosov. Hvala, Marinka, ki si tako dobro spekla, prinesla, mi smo sprejeli, ti si dala. To je samo en tak medklic, naša Marinka je praznovala rojstni dan, ta teden nismo ji mogli voščiti, zato ne bomo peli happy birthday, ampak draga Marinka, vse najboljše za tvoj rojstni dan in še enkrat hvala za vse dobrote, ki si prinesla, in vse najboljše res iz vsega srca. No, veste, to je, glejte, hvaležnost poleg sprejemanja in hvaležnost tudi kot izraz dajanja. Društvo za srečno življenje Belis danes pripravlja na ta poseben dan, na te posebne številke energije, duhovna spoznanja, in smo rekli in tudi oglasili event 201. Zdaj boste razumeli, zakaj so naredili event 201 v New Yorku leta 2019, test tistih virusov, če se boste spomnili, ne? In današnji dogodek je še posebej obdarjen z globokim duhovnim pomenom, kjer ti dve številki, se pravi 102 kot dan v letu in 201 kot številka našega skupnega srečanja, simbolizirata obe skupaj milost, pravičnost, ravnovesje in duhovno rast. Zdaj, povezava z zgodovinskimi, duhovnimi in biblijskimi temelji seveda nam vsem pomaga, da bomo prisotni danes na tem dogodku čutili poseben pomen in posebno moč tega trenutka, in dajmo to izkoristiti, ta današnji vpliv na naše odločitve ter na vse naše življenjske poti. Vse, kar sem do zdaj povedal, kar ste slišali, je zelo skladno s sporočilom in smislom in statutom Društva za srečno življenje Belis, ki se pa seveda vsi skupaj zavzemamo za harmonične in duhovne, bogate izkušnje, informacije, skupnosti in tako naprej. Ti dve številki tako ne predstavljata le nekih statičnih dejstev, pač napišeš cifro, pa tam stoji, ampak izraža tudi simbol božanske navzočnosti, navdiha in našega skupnega napredka, ki bo osvetlil ta nocojšnji trenutek v našem kolektivnem, skupnem duhovnem iskanju. Toliko o tem našem
201. srečanju, vidite, na 102. dan.